No. Živijo, sva Davor in Andraž iz Svitek TV in danes smo za vas prav poseben video, ki sva ga pripravila za vas v sodelovanju z iDoktorjem oziroma Črtom Kocijančičem in pa Sašom Godcem. Verjetno tudi že veste, da se iDoktor ukvarja s servisom in popravili iPhonov pa drugih Applovih naprav. Če ne, ste pa pač to zdaj izvedeli. Vmes nam je druženje, da bi se direktno slišali, zagrenila korona, tako da smo se zdaj odločili za Zoom call. Ta video sva si res že dolgo želela posneti, res sva vesela, da imava lahko Črta pa Sašota tukaj z nama. Obljubva, da boste izvedeli marsikaj novega v zvezi s popravili telefonov pa drugih telefonskih naprav in pa tudi Applovih naprav. Ja, tako da če vam bo ta video všeč, ga prosim, da ga všečkate, naročite se na naš YouTube kanal in pa naj jo spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju pa TikToku. Prav tako pa si prosim, da ogledate spletno stran od iDoktorja, link bo v opisu oziroma kar lepo obiščite v Murgel centru, če boste seveda nudili njihovo pomoč. Upava, da sicer ne, ker pač boste imeli štalo s svojim telefonom, tega nočeva, da imate, ampak če jo boste slučajno imeli, vi ste ta prav naslov, na kjer ga se obrnete. Tako da brez nadaljnjega odlašanja, dajmo kar začeti s tem pogovorom. Ja, živijo. Še enkrat hvala, da ste pridružila, Črt pa Sašo. Mi da so že čisto hajpana, kakor vesta, sva midva pa tudi vi ste zbirali na Instagramu prek pola neke vprašanja gledalcev, tako da če nimata nič proti, lahko kar zastavlja jih par verjetno, ne? Ja. Komu? Have fun. Thanks. Ok, dajta oba malo na kratko najnim gledalcem povedati, kaj vse o podjetju iDoktorju, kaj sploh počnete, kaj vaju je gnalo, pa da ste se sploh spustila v to servis Applovih naprav oziroma telefonov. Jaz sem razmišljal, kako najbolj predstaviti podjetje, pa sem ugotovil, da je najboljš reči, da smo reševalci težav. Okay. In to zelo kompleksnih težav, zdaj to, mislim, zelo pomembnih v bistvu. Sicer smo specializirani za Apple naprave, ampak je to ratalo kar tako že življenjskega pomena, kakor vidimo pri ljudeh, na razne naprave, računalniki. In pač to je naša specializacija. Apple izdelki, popravljamo samo Apple izdelke. Sicer imamo reševanje tudi po drugih, ampak za zdaj ostajamo na Applu. V prihodnem nas tudi mogoče kaj drugega malo zanima, ali kdaj ne posnamemo, ko naredimo kakšno drugo napravo. Drugač pa smo operativni že od 2012, to je že 8 let. Uradno je neki, mislim, so bili še oni prečasi, ne. Ja. Tako da jaz bi rekel, da smo že 10 let, pomagamo strankam. Začeli se nekako zelo nedolžno, zelo so bili popularne menjave barv na iPhonih. To je bil en tak, ko smo mi začeli, nismo vedeli, da bomo ratali, jaz mislim, skoraj Apple support v Sloveniji, ker na dnevni bazi poleg servisov imamo veliko klicev, kako se nastavi Viber, WhatsApp, kako uno, tretje, iOS težave. Osnovne zadeve take. Ja. Veliko na osnovnih zadevah. Tako da mislim, da smo tak nek celotni reševalec oziroma poznavalec Apple naprav. Sedih to mi je nekako en podvprašanje z moje strani. Kaj sploh dobite vidva recimo to znanje, da se tega lota? Ker konec koncev, kakor recimo Črt, smo se že zadnjič pogovarjali in sem nam razlagal, da pač vi imate opravka tako s high-end tehnologijo, pa tudi recimo imate zelo sofisticirana orodja za popravilo teh naprav. Kako ste recimo vi, da to sploh usvojila, da se lahko greste tak biznis? Mislim, itak, veš kaj, ključna zadeva, kar sem zelo hitro opazil, je, da imaš dobro ekipo. Zdaj, da boš ti vse sam deluje, kar kompleksno rata zelo hitro. Še posebej, ko greš na zelo advanced opremo, zelo advanced popravila, ko ni več samo, da mi zameni ekran. In zato imamo malo ločene ljudi v podjetju.
recimo, imamo ekipo, ki dela pač bolj na reševanju podatkov, se to gremo lahko pa malo mogoče bolj v detajle, pa kaj pokažemo tudi, ampak recimo popravilo na matičnih ploščah je čisto drugo kot recimo menjava z zaslonom na iPadu. Da si ekspert po vsem je zelo težko in v bistvu imamo ljudi, ki so prav pač elektrotehniki, pač inženirji, pač, ki res razumejo elektroniko za recimo za reševanje podatkov, brez tega ne gre. Pa tudi imamo prav, mislim, smo del velikih forumov, zdaj imamo online razne tečaje, pa tudi na dnevni bazi imamo skozi debate, novosti prihajajo, ker ta market se toliko spreminja, da iz dneva v dan se moraš prilagajati skoraj. No. Ja, koliko smo sploh je v ekipi pa? V bistvu, zdaj, ko je polna zasedba, nas je od 6 do 7. Pa vsi pa v bistvu tako Apple fani, vsi tako imate vse Appleove naprave, Sašo, tudi ti recimo. Ja. Kdaj si pa ti prišel? Jaz sem v bistvu naknadno prišel, ne. Kot zaposlitev, mislim, da je zdaj koliko, 7 let pa pol, če prav vem, tako da mičkam pol leta po odprtju, ne. Zaradi potrebe po širjenju in delu, ne. Tako da v štartu nisem pač niti stresiral, ampak sem postopno rasel do tega, kjer sem zdaj, in tudi pač postopno vem, da bom pač tudi še naprej rasel in pač tudi z vsako novostjo, da bom tudi jaz nadgrajeval svoje znanje, kakor je pač tudi Črt rekel, na dnevni bazi, prilagajanje tudi trgu, reševanje stvari, servisiranje, učenje novih zadev, nadgrajevanje znanja, je bilo pa ja kar postopno, no. Tako da tudi je zdaj od telefonov do iPadov, tudi Maci, pač vse je bilo postopno. Si pa med starejšimi, tam mislim med tistimi, ki so dalj časa že, a ne v iDoktorju verjetno. Ja. Okay. Ja. Prvi Črt, pa jaz. Stara garda. Ja, lepo, da svoja vaja dobila. Evo. Ja, lihta pravi. Če on gre odle, jaz sam zaklenem vrata, pa grem tudi jaz. Jaz ne bom sam. No, zdaj še smo zardela, ali kaj, ne vem. Device, imaš dosti make-upa. Zrihtana prišla, evo. Ja, je malo. Ena zelo zanimiva stvar, tako zame osebno sporna, in to ste tudi videli v nekako v mailu izpostavila to vprašanje, je to, da recimo Appleovi telefoni, no pa splošno, Appleove naprave, ampak recimo, če se samo na iPhone sfokusiramo, v Sloveniji se jih prodaja, jaz se spomnim, ne vem, 4, ko sem kupil, mislim, da leta 2011, tako da med ta prvimi, iPhone-i so že kar nekaj cajta na slovenski sceni, pa še zmeraj do zdaj, do tega dne, ko se pač mi pogovarjamo tukaj, ni podprt slovenski jezik. Hrvaški recimo že kar nekaj cajta. Pa mi čisto z vajnega vidika me zanima, se vama to zdi sporno, a mislite, če bo oziroma kdaj bo, če sploh bo slovenski jezik končno podprt na Appleovih napravah? V bistvu, mislim, da je bila 2016 ali nekaj tasga, je bila celo peticija na petition.org, ko je že spletna stran. Mislim, da je bila 3500 uporabnikov, je podpisali peticijo, da bi dali slovenščino v iOS in OS X. Zdaj, jaz sem ful probaval najti, zakaj ne, ampak itak Apple, kot je skrivnosten, on že na pomembna vprašanja, za njih pomembna vprašanja ne odgovarja on nikoli, ne. Tako da ne moreš dobiti nobenega prijemljivega odgovora, da bi ti nekdo odgovoril za res, kaj je tle v zadnji. Slišali smo, da so neke zakonodaje, pa tudi smo gledali, kako bi se dal kam aplayati, tako ne vem. Ker ker vidimo veliko recimo uporabnikov, ki ne razume dobro angleško, ampak vseeno so uporabniki. To je kar velik. Čeprav smo mehni, smo pa to tako hudi, poglej nas v športu, se nas vsi poznajo. Verjetno je dvojna, pa nas problem. Ja. Nekaj pač velikrat vidim, da tisti, ki so imeli hrvaščino, ki je pač nek najbližji približek, sam ne vem, zakaj hrvaščina je slovenščina, pa ni, ker se mi zdi, da
zadnje leta sploh Apple ful raste pri nas tudi tako. Sploh kakšni tele iPhone 11, ki so bili po svetu, so bile ful dobro prodajane, pa se zdi, da tukaj tudi bolano. Kaj vem, lansko let sem tak cajt delal pri A1 in se je čakal za tiste, ki so rezervirali 11, ne vem, Pro ali pa Pro Maxa, so čakali od oktobra pa do februarja tudi. Če malo tako skočim s tem vprašanjem, imate kaj veste, zakaj so dobavljivost, zakaj v Sloveniji je dobavljivost toliko počasna z iPhone-i recimo sploh? Ker to sem recimo toliko opazil, pa sem se šele zdaj spomnil en tak vprašanje. Včasih je tak bil samo Telekom, ki je, oziroma ne, prvo še tudi iStyle, pa pol je Telekom kupoval tudi od njih, ne, robo, telefone, ker včasih itak je bilo treba iti sploh v tujino, da si sploh bil v vrsti, da si ga lahko sploh kupil, ne. To se spomnim, da za 6, ko sem šel jaz v München pa službeno, ker smo hoteli čim prej dobiti tudi telefon, ne. Ampak ja, ni bilo sploh možnosti dobiti, vedno so imeli tudi zamike, jaz sem ga politik, sem ga v iStyle kupil par mesecev kasneje. Tukaj jaz si razlagam, da je pač premajhen trg, oziroma premalo nas je, da bi sploh karkoli imeli oni interes od nas, ne. Ker še vedno je pa tudi tak trg, so dragi telefoni, to ne moramo reči, da niso, ne. Dosti jih pritožuje, zdaj pač delajo korake s tem, da približajo telefone s temi budget variantami nekako, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11, da pa s temi cenejšimi te bolj ranljive trge, da tako rečem, približati. Ja, zato, ker se enkrat, ko si noter, ne, v Applovemu ekosistemu, pa da dobijo še ne vem, kakšne naročnine na Apple Music, Apple TV Plus in te s tem v bistvu te pojke. Enkrat to imaš, ne moreš iti ven iz Apple ekosistema, pa si noter, pa kupaš mogoče tudi eno dražjo napravo. Ja, pa tega ima Apple tudi največji dobiček, če se tako pogovarjamo, v bistvu hardware ni glavni vir dohodka za Apple, ne. Dejansko so naročnine pobrane od raznih storitev, kot tega Apple v bistvu živi, večinoma. Veš kaj, mogoče če dodam, veš kaj, mi v bistvu nimamo niti uradne Apple trgovine v Sloveniji, ne, kaj tak Apple uradne trgovine ima on, ne, mislim, oni, se ni, sebe. Ampak v Sloveniji imamo resellerje, premium resellerje, ampak to je nekak franšizni program, preprodajalec, ne, in tudi ne vem, zakaj še nimamo uradne Apple trgovine in to po mojem povezan tudi z jezikom, povsem nismo na nekem radarju, ne. Čuden mi je zaradi tega, ker res, glede na vse izkušnje, ki sem jih imel, pa tudi verjetno vidva, ne, je user base za iPhone, pa na splošno iOS, Apple naprave, po mojem, da je ful velik v Sloveniji. Tam smo pa globalno zgleda še vsem toliko manjši trg, da pač je pa ga. Še ena zanimiva, ki je lih omenil Sašo, da je šel v München. Mi smo šli pa enkrat v Hong Kong na izlet, v iPhone 5S. Ja, ker, a veš, v bistvu smo razmišljali med Avstralijo pa Hong Kongom, ker Avstralija dobi prva iPhone, ne, po uri. Aha. A veš, ker se plan začne, ta prvi. Ja. In Hong Kong je bila pa naslednja najbližja, ker smo v sodelovanju z enim ameriškim podjetjem, smo hoteli tako, to so bili še v cajti, ker tudi iFixit, pa take spletne strani, ki so razstavljali naprave, je bilo ful tekmovanje, kdo bo prvi odprl napravo, ne? Kdo bo prvi pokazal matično in pač mi, ki smo geeki, ne, nam je to, eno uro pred nekom daš ven, je tako, eno je to kar neki, ne, mene poznajo. Ja, meš naslednjič, če v tekem šlina, jo povabite zraven, ful z veseljem potujeva, tako da. Gremo v Avstralijo, gremo v Hong Kong. Zdaj le bo malo problem, ne, ne vem, če bi na una stran sveta zdaj le trenutno šel. Ja, kar naslednje vprašanje. Ok, zdaj smo se ful od Apple pogovarjali, ampak tako, da malo presekamo to. Recimo zadnjič, ko smo imeli tisto uvoden pogovor, ne, se spomnim, da je prišla tematika v enem momentu glede tega, kakšne napake dela folk, ko jim recimo, ne vem, pade jim telefon v vodo ali pa jim pade na beton.
In se spomnim, takrat, ko smo se recimo s tabo črt pogovarjali, nam je to z Davorjem ful oči odprl, a ne, kva vse ljudi ga biksajo. Tako da, če bi recimo lahko ti pa Sašo, če bi nam lahko povedala za najne gledalce, recimo, kaj morajo narediti, kaj je priporočljivo, da naredijo, če jim mobi pade v vodo ali pa preden ga sploh prinesijo k vama. Ali pa recimo, kaj ponavadi nekaj, kar najbolj delamo narobe, pa je najbolj v zavesti vseh, ker češ, da je to pravilno, kar delamo, pa v resnici sploh ni prav, če lahko tako nek povzetek naredita. Ja, verjetno je tukaj, ko pade telefon v vodo, neka panika te zagrab. To je prvo, ne, kaj bo zdaj. In potem čekiranje, aj živ. Kar se pol naslednji korak zgodi, ker ni živ, se gre prižigati telefon, ne? Ker se ne prižge, gre v vklop v elektriko in tukaj je pa največji problem, ne? Zaradi tega, ker tukaj pa prihaja potem do stikov na matičnih ploščah, kurjenja telefona in to je dejansko največji problem. Če imaš prižganga in če imaš možnost si izklopiti telefon, ga izklopiš, naslednja stvar, servis. Ne glede, kjera ura, kdaj, če pač, smo zaprti, če se ti to zgodi v 8 zvečer, takoj prva stvar zjutraj, k nam na servis, ne ga prižigati, ne se ga dotikati, ne ga sploh uporabljati. Ker tudi teli, ta novejši, ki so ne bi bili vodoodporni, niso. Ne? Ker tudi Apple, če pride v stik s tekočino, ne priznava garancije na to. Ne? Tako da tukaj računanje na to, zdaj je vodoodporen, govorijo, da je... Se zahecati. Ne, ni šans. Takoj na servis, pa ker zelo pogosto pride voda noter in zelo veliko vode noter. Aha. Kaj pa recimo tisto, tako poslušam, ko se z ljudmi pogovarjam, kako razne rešitve probavajo, recimo, da zakopljajo telefon v riž, pa ga prinesijo k vam. Je to priporočljiva, predvidim, da je manj priporočljiva rešitev tega problema stika z vodo? Ta je dobra, to smo doskrat smo dobili. Enkrat smo dobili Uncle Ben's cel pakungo tako na mizo, pa gledamo, kaj je to, pa je bil tako iPhone odzapičen. Dobili smo že cele Tupperware, polne riža z iPhonom, Maca noter v rižu. Jaz bi rekel, da riž, zdaj ne vem, ali procentno slabši ni, ne, sam poboljša pa reš napako, pa ne. Jaz bi rekel, da ki to reš, ima bolj na ključe in bi rešil, bi delal tudi, če on ne bi ga dal v riž. Se pravi, ni prišla voda, ni naredila stik, ni bila na matični plošči, ni bila pri bateriji, a veš, ker pač iPhone je sestavljen iz različnih delov. Ne? In zdaj, če pride na robnem delu noter, se začne noter kemične reakcije, pač vse vemo, kako je elektrika pa voda. Ne? Recimo, če si ti v banji noter, pa ti fen noter pade v vodo, ne vem. In to v bistvu narediš iPhone-u, ki ga preklopiš na elektriko. Ne? Ti ga v bistvu elektrošok mu spustiš. Ne? Voda in elektronka ne gresta skup. Ne. Tudi zelo majhne špranje so, če pogledaš, ti imaš špranje so zgoraj na slušalki, spodaj na mikrofonu, zdaj, da bo riž prav sesal ven neki. Ne? Riž ni sesalc, se napije vode. Ne? Sama veš, kako bo on prišel noter, ne vem, ne vidim razloga, zakaj. In tudi, če bi že, ne, problem so oksidacije, ki pol dela stike noter na elementih, ne, in pol, ko se dogaja stiki, se telefon kur. Ne. Dejansko kur, mi smo dobili že stopljene matične. Ne. A res? Jaz sem videl zdaj, ko ste na Instagramu objavili en, ki je bil čist, pač čist je bil jebam po domače povedan, voda ful noter, uničila vse, pa da je bil malo v vodi. Ja, samo na hitro. Mislim, da je rodih 11, ki je bil ful oksidacije noter. So nam ga prav iz morja, iz kje so ga poslali, iz Hrvaške, iz kje je prišel? A ja, prav postanje iz morja je prišel, po pošti. Po pošti je prišel. Vse smo imeli takih primerov, že to so zgodbe, ki so bili na carini, telefon 3 dni. A
A res? Ja. Ampak recimo, če čistko, mogoče vmes sem pomislil, da mogoče bi vam bilo super, če vam mi tudi kakšne videe naredimo, pa tako da imate, ampak recimo tole matična plošča od XS-a, ne. In pač to je drugače en del, je sestavljena pač iz 2 delov. In recimo tlele imaš CPU gor, ne, procesor, tale velik del, ne. Ja. Ja, so pa pač tle baseband, mislim, to so vse elementi, ne. Ja. In pač, ko pride sem noter voda, ne, predstavljaj si pač, to je vse na elektren, ne, to je vse pod napetostjo. In veš, ko to začne cvrčati, noben riž ne bo, veš, drugače to se skup, ampak vsem so špranjice, ne, veš, in kako bo riž slabem potegnil vodo. To je itak tudi tista stvar, ga poganja telefona, ne, tako da v bistvu, če to je tudi najdražja stvar, verjetno za popraviti. Če ti to se pokvari, je skoraj verjetno boljš, da nov telefon kupaš, a ne, je verjetno zelo težko za popraviti. Spet odvisno, kaj crkne tudi noter, ne. Lahko si tudi predstavljaš ti matično ploščo, kakor srce telefona. In zdaj, če imaš ti operacijo na srcu, ne, lahko gre ali v pozitivno, negativno stran, ne. Vedno so lahko riziki, ne. Kot tukaj pri telefonu. Zdaj odvisno od poškodb, ne. Ja, tako da, dragi naročniki, naj jo gledate, Uncle Benz vas ne bo rešil, pa kot drugo, ne iti pod tuš s telefoni. Počakajte, pridite s pod tuša ven, ne mudi se vam pod tuš gledati, ker sta Sašo pa Črt že rekla, pač Apple vam ne bo garantiral, tako da počakajte, ne mudi se vam. Stuširali ste se do konca, pa gledajte naprej. Ja. Mogoče še tole, če že pač so to avanturistični, ne, ker ljudje smo vsi različni, pač eni imajo telefon v vidku, eni ga nimajo, eni so bolj daredevils, pač če že skačete v vodo z njimi, pa to dajte prej backup narediti, če imate kakšne pomembne slike, pa take stvari gor, pa delite, ne, podatki so pomembni, mogoče kdaj bolj kot telefon. Backup vedno delati, vedno. Ja. Tudi pred-update skozi. Ja, to tudi mi dva probava, kadar komu svetujeva prek zasebnih sporočil. Backup ta prvi kjerkoli, na Androidu, na iPhonu, na računalniku, kjerkoli. Backup zato, ker če se zgubijo podatki, vsi vemo, da to ni neki ful. No, se lahko pride pač tudi ena anekdotica, mogoče zdaj vmes, ker pač dobiš telefon v servis, mrtev telefon, reševanje podatkov, rešiš to, pride čez en mesec nazaj, ja, nisem backupa, niti pol naredil, ne, in spet ne dela. Tako da backup je zelo dobra in zelo priporočljiva stvar. Podatki, sliki, lahko so slike otrok, neprecenljive. Veš kaj, mi sam še tle, ker se lih v backupih pa prostorih za slike pa to pogovarjamo. Ena frendica mi je zanč rekla, da je iPhone 8 ali 7, da jim nehal dela, da se jim ne prižge več zato, ker je polhen. Ja. Update. Ni nujno, lahko se disk toliko zabaše, da on enostavno ne more več normalno funkcionirati, ne, in pa gre v ta loop. Mislim, da tukaj prije do system file problema na disku in on enostavno ne sfolga več. Lahko imaš ti ne vem koliko podatkov in tukaj, če nimaš backupov, pa podatkov. Se pa v bistvu ne more rešiti, ne? Ne, ta je poprejc povedan, to sem kar malo razočaran, ker se mi zdi, da če bi iPhone mogel vedeti, oziroma iOS bi mogel vedeti, da ni dovolj prostora in ne bi smel iti v update in bi te mogli to opozoriti. Zdaj ne vem, zakaj tega nimajo, ker res smo imeli zdaj, ker je bil iOS 14 je prišel, koliko smo imeli, Sašo, problemov, da so izgubili vse podatke, ne vem. Dostkrat. Je kar pogosta težava, no. Res kar pogosta, ja. In veš, to se pa zgodi, folk ne dela backupa, dogajalo se, ne vem, veš, slike otroka, veš, recimo ti, ne vem, imaš otroka tam avga, ne vem, veš, ne vem, od 1. do 3. leta, ti imaš gor se slike, nisi delal backupa, vse je šlo, ne, to je pa že tako malo, ujoj. Dobro, da sta nekako načela to temo od backupov pa tega, recimo, Sašo, tudi ti si že omenil, koliko imamo slik od otrok, pa stikov, pa fotografij, pač
još in još. Recimo, vajno, tako za gledalce, kako bi jim vi priporočili recimo neko dobro prakso za shranjevanje, recimo koliko pogosto, pa kaj, na kakšen način se tega lotevajo, da ne bojo, kot ste rekla, težavnila. Jaz osebno bi rekel, da se pač backup dela enkrat mesečno vsaj, ne. Zaradi tega, ker se v enem mestu lahko že marsikaj zgodi, sploh tudi razno tako delovanje, kolikor je pride do tega zasedenosti diska ali pa karkoli, nepredvidljiva stvar je, ne. In tukaj se lahko, zdaj ti dela normalna, pa ti čez 1 uro se lahko nekaj ena taka banalna zadeva zgodi, pa zgubiš vse podatke, ne. Tako da imaš vedno osvežen, da imaš lahko podatke da imaš čim manjšo izgubo, da bom tako rekel. Jaz bom še en angle dodal. Recimo, Apple je zelo začel s tem iCloudom. Ne? Seveda, Apple je majster držanja te v njihovem ekosistemu. Pač. Največja čarovnija je to, spomni iPhone, ampak je cela ta struktura, vse enkrat v njih novo. In iCloud je v bistvu virtualni oziroma storage space v nebu oziroma na njihovih serverjih. In kot iCloud uporabnik imaš 5 GB zastonj. In v teh 5 GB recimo lahko shraniš podatke, lahko shraniš kontakte, pa kakšne manjše stvari. To je že nek osnoven backup. Recimo kontakti, da zgubiš 200 kontaktov, to je kar oren problem. Dobiti nazaj je kar... Zdaj, če imaš pa neke fotke, recimo, ki so ti pa res pomembne, pa da kupiš recimo na iCloud, imaš pa opcijo 50, 200 giga, ali pa še 1 tera, ne? In 200 giga te pride, mislim, da okoli 3 evre na mesec, nekaj tazga. To se mi ne zdi to nenormalno in to je pa že nekaj, da lahko neke slike gor spravaš ali pa kaj tazga. Plus tega, da pa to shranjuješ lahko še prek kabla in v bistvu ta iCloud ti čez noč, ko je preklopljen na Wi-Fi, ti ga vsakič backupa. Sam dodaja stvari gor. In recimo jaz tako uporabljam. Ampak druga opcija je pa, da preklopiš na računalnik in klikneš backup. Oziroma tudi prek Wi-Fi-ja že deluje tako, da on dela backup, ko je na chargerju, mislim. Ja, pa jaz bi tukaj še dodal, marsikdo tudi ne želi uporabljati tega iClouda ali pa ni vešč tega, ne. Tako da pol se pač same fotke, ne se pač enostavno prenesejo na nek zunanji disk, ki pač ima dosti prostora, fotke se tega sprav, z telefona se jih izbriše, s tem pač tudi sprostiš prostor na telefonu, ne, da ne pride pol do teh kakšnih nepotrebnih težav. Ne. Čeprav, Saš, za kakšnega neveščega tehnologije je to kar že proces. Zato smo tukaj mi. Tudi tega veliko, doskrat to delamo, ja, ampak je kar proces. iCloud je zelo lahko dati, ne? Ja. Zakaj? Na telefon, mislim, na računalnik gre, ne? Ampak je malo bolj ovir. Tu smo bili ful na sistemu po iOS-u, zdaj pa najne gledalce zanima tudi, kaj je glede, da gremo malo bolj na servis spet nazaj, kaj mislite glede zaščitnih stekel pa ovitkov, a naredijo kaj razlike, če pade na neko trdo površino, ali pač a je kaj razlike, priporočata to, a je razlika, ne vem, če enega naročiš iz Kitajske, ali pa enega za 30 evrov kupaš, koliko je to recimo razlike, če imate kaj izkušenj? Danes smo se z ekipo malo pogovarjali, kako to najbolj razložiti, ampak to je mogoče dober primer, je bil recimo, veš, una pojsla, ki je bila iz žeblo, veš? To je bilo kakšnih teh hišta iluzija. Se pravi, če ti en žebu, pa se vlevo gor, ne bila dobra. A veš, če je pa več žeblo, se pa porazdeli, ne. In nekako, po naših izkušnjah je, seveda, nobena zaščita ni 100%, ne, tudi kondom. No, but condoms only work like 97% of the time. What? Črt, dobra primerjava, moramo reči. In pač v bistvu, če smo videli velikrat razbita stekla gor, pa spodaj lepo, smo pa tudi že videli primer, ki je bilo pa razbit steklo spodaj, pa gor cel. Zdaj pa
bi mogel skoraj pri vsakem primeru biti zraven pa gledati. A veš, da predstavljaš si recimo, če iPhone pade tako, tako, ali, a veš, ali tako, ne. Se pravi, a veš, direkt na kot stekla, lahko se zgodi, da porine malo hiše not v steklo in a veš, razpre, ne. Tam steklo gor ne bo pomagalo veliko, ne. Zdaj, jaz mislim, da s tem padcem dol, jaz mislim, da pomaga in tudi s padcem v zadnji, da malo drži skup steklo. Slabo ne bo naredil, no. Nobena zaščita. Pač. Imam tudi jaz uvita gor, tako da tu zaščitno steklo, vedno kombinacija uvita zaščitnega stekla je najboljša. Ampak pol tudi ljudje delajo neke kompromise, ki jih nočejo imeti, pa dajo pol neke ultra tanke uvitke gor, ali pa sploh nočejo imeti, ker je pač na koncu tudi argument, s katerim se pač lahko tudi strinjam, ker je iPhone toliko lep, kaj mu bo uvite gor, ne? Zakaj bi ga imel, pa skriv. Res so danes vsi neke telefone lepe delajo, pa Samsung ima une barve, Huawei ima une barve, tudi ta modra od 12 Proja pri iPhoneu je ful lepa, ampak na koncu ti tako nič ne pomaga, ker večinoma imamo vsi uvitke gor, ker vemo, ker velikokrat sem tudi že slišal, da prvi bom naročil uvitek, pa stekel, pa ga bom pa šele začel uporabljati. Kdaj nam prenesejo prav celo škatlo, mi damo dol poljo. Unboxing. Mi prvič odpremo, mi delamo unboxing. Unbox therapy. Ja, zdaj je bila mini tle, Pro je bil tle. Ja. Pa dostakrat se tudi zgodi, ljudje nosijo uvitek, pol ga dajo pa, zdaj ga bom dol, pa danes dol. Un dan je največ padcev in razbitih telefonov. Se je zmer tako. Andraž, jaz hotel nekaj vprašati o vzdržljivosti. Ja. Hvala, da si me spomnil. Vzdržljivost, sicer me je zanimala vzdržljivost telefona recimo med okvirjem iz aluminija, pa iz nerjavečega jekla, stainless steela. Ali pa recimo, če ima telefon aluminija s hrbet ali pa iz stekla. A se to recimo po vajnih izkušnjah, je to fest velika razlika, ali recimo to bolj proizvajalci noter dajo, da tako, ne vem, telefon, ne vem, če iz nerjavečega jekla šasija, da je poj bolj premijsk, ali dejansko je nekaj na tem, da je telefon bolj odporen, ali pa recimo, če ima, ne vem, aluminijast hrbet ali pa če ima steklen hrbet. Steklen hrbet tle je v bistvu zaradi brezžičnega polnjenja, ne? Zaradi tega, ker če imaš ti aluminijast, stainless steel, kakršenkoli drug v hiše, ne? Ti tle naredi kot indukcijsko pečico oziroma indukcijsko ploščo, ne? In to se je pa, vse se to zagreje, da ti lahko skuri vse, ne? Pri steklu tega ni. Tle so to mogli narediti, ne? Kar se samega vzdržljivosti tiče, tle se lahko vrnem zdaj nazaj na 6 plus, ne? Ker ste imeli aluminij, sta bila ful mehka. Pol so pa že pri 6S so to zboljšali. Zdaj stainless steel imajo načeloma premium modeli, kar se pač tiče, to so 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max, ne. Ostali teli imajo aluminij, ampak ja, zdaj sama trpežnost je, neka razlika je, ampak ni pa zdaj, da bi rekel, da je to ful razlika, ne. Čisto luknja za indukcijo. To je okvir od X-a, zelo podoben kot vsi drugi in pač tlele čez, tlele pride v bistvu wireless charging enota in pač tle čez gre, ne. Tako da so mogli luknjo noter narediti. Ker pač drugače bil pa tako. Ne bi delovalo dobro. Hudo je takole videti na primerih. Pa zdaj tudi zaradi vzdržljivosti, a niso letos še dali ekran še malo bolj noter, tudi zdaj, ko so v te oglate stranice, da je še malo bolj strdi, malo težji se, da so po moje zdaj naredili celo v zadnjih parih letih najbolj trpežen iPhone, no, pa je po tistem bandgateu, kot je Sašo omenil, od 6, da so res tudi na te kvaliteti gradnje, se zdi, da so ful začeli delati naprej, da zdaj res so močni telefoni. To, kar pa ne pomeni, da se ne krivijo. So pa močnejši, definitivno. Tle, zdaj pri teh letošnjih modelih so naredili to, da so oni zravnali.
ker nima teh zaobljenih robov nič. Tam je pa steklo, je mičkan v Angliji, zaradi tega, ker cel telefon je zaobljen in tudi zaslon ima robe in nima tega ravnega dela. Ne. Na robu je mičkan ukrivljen in gleda ven, tle pa pač vse je v isti liniji. Ne. Kar je manj možnosti pač za moje pojme, tudi če imaš zaščitno steklo, ker pri enih zaščitnih steklih pri X-u, XS-u ne gre od roba do roba, ne gre zaradi te ukrivljenosti. Razen, če imaš enega ta posebenega. Tam tisti bo pa lahko uvitek nagaja, ker pač sem gledal tudi Jerry Rig Everything, ko vse to dela. Tudi Max tu nič ni mogel. Vem, da se je iPad Pro se recimo kaj je toliko velik že po moje, tudi da kaj pa enkrat toliko velika naprava, ne moreš tudi, če ne vem koliko, to je pa pač velikost, pa se po moje, da že zaradi tega toliko lažji zlom. Škaj fora, itak je fora to, da če bi, problem je recimo pri razvijanju, je bil problem, ker večina ljudi da že telefon v zadnji žep, ne. In pol se je ta band zgodil, ne. In pol so pač probavali to rešiti. Vse do ene mere je to rešiti. Samo vsem gledam, da te telefone imamo mi, to je podaljšana roka ratal, ne, se pravi non-stop sabo. Ne. Vse, če bi to ti imel malo doma, tako kot računalnik na mizi, bi to zdržal zelo dolgo. Ne. Sam kaj pa ljudje vse delajo s telefoni, pa jaz ne vem, če se da telefon, ker sem razen, če bi ga, ne vem, zavil nek stiropor, kot tak debel, da se ne bi več sledil. To sem prav v bistvu pozabila vprašati, kaj pa, zdaj se ful od telefonov zgovarjamo pa tega, recimo, kaj pa še recimo glede od, ne vem, drugih naprav največkrat prinesejo za popravljati, MacBooke, Mace, tablice, kaj največkrat dobiti? Vse. Dejansko imamo od iMacov, imamo veliko tablic, pri tablicah je spet, kot si tudi rekel, je glih, ki je toliko velika površina, je bolj dovzeten za krivljenje, ne? Da se lažje ukrivi. S tem pride pač tudi do problemov na matični plošči, dosti imamo zaslonov. In tle imaš pa spet premium modele, pa one, ki niso to. Premium imajo recimo steklo in z LCD-om skrb zletla. Oni, ki niso premium, pa ne rekovaj, imajo steklo pa LCD ločen. Ne? Vse gre. Tudi baterije, tudi polnilne enote, vse. Čak, ne, se tlele vidi. Ja. Se vidi, kako je lepo ukrivljeno. Ja. Tako malo je zalepljen. Ste razbiti. Sam tale, se mogoče, ne vem, vidiš, veš, koliko je prav. Se vidi, ja. iPad. Vse se. Ne, recimo. Pač pa delaš. Dela. Wow. A to ga imate zdaj v vilah, a to je za enega popravilo? Je hišni ljubljenček trenutno, ampak drugače... Posvojenček. Tega imamo tle na vrvici, ja. Ne, ampak dobimo veliko takih, ja. Veliko. Ja, ker to smo pač, kjer ga je pa recimo najlažji popravljati. Mislim tako, itak je vse težko, pa to si po moje mi sploh navadni smrtniki, ki smo pri tem, si sploh ne znamo predstavljati, koliko so to majčkene stvari, majčkeni šravki in tako naprej. Kaj najtežje popravljati, ne vem, iPhone, iMac tablico, oziroma kaj najraje popravljati, če bi imela izbiro, da bi lahko rekla, zdaj mi pa to, da je za popraviti. Pa kaj je najbolj drago za popraviti, če smo že pri tem? Sa zgorinske, a veš, nam moraš povedati. Vse zanima. Jaz osebno najraje, pa če bi bilo, da bi imel recimo XS, 11 Pro, 11 Pro Max, teli zaslon. Za zamenjati dejansko zelo dosti enostavno, seveda. Marsikaj gre lahko tudi tle narobe, pač če kaj na silo delaš, ampak ja. Enostavno, ko imaš izkušnje. Ja, če bi midva to delala, če bi midva to probala delati, ne vem, mogoče kakšen kabel precvikala.
Ja. Lahko bi se enkrat zmenili, pa to probali posneti, da mi dva tam vam. Ne. A veš, da sem škodo jih dela. Saša, da sem zadnjič rekel, ne, sem bi bila zabavna, drugače bi dal ta iPada eno, dva odpre. To bi rad videl. To bi bilo zanimivo za To bi bilo sprobati. Zanimiv izziv, zelo zanimiv izziv. V naslednjem videu. Koliko hitro lahko uničiva delujoč iPad? Zelo hiter. Odličen naslov. Koliko Ni hitro zgolj. lahko... Ja, tako, odpreš tam, a ja, ups, Ja, konc. konc videa. Mogoče da dodam, ker zadeve so najtežje. Mislim, najtežje je tako, vsaka naprava ima en del, ki je težek, en del, ki je lahek. Ne? Pač, ker vsaka, ne, od MacBooka, iMaca, iPhona, iPada, vsaka ima en del, ki rečeš, ok, zdaj pa rabim ultrafokus. Kdaj tudi kave raj ne piješ, da se ti roke ne trese ali pa kaj, ne smeš preveč kav. Recimo ena najtežjih, kar se meni zdi, je delo na matični plošči. In to ponavadi reševanje podatkov. Ne. Se pravi, ko gre, ne vem, lahko začnem samo naštevati od povožen s traktorjem do na avtocesti dol padel, pa šel na drugo stran, pa povožen še iz avtov, še drugih avtov, ali pa ne vem, padel iz stolpnice dol na tla, teh je bilo milijon, ne vem, v rekah, nore zgodbe, ne. Ampak recimo, kakšen ima pa kakšne slike gor, ki jih nujno rab, ali pa kakšne kontakte, ali pa kaj, ne, ni imel backupa. In pa gremo recimo reševanje podatkov in lahko recimo, da imam recimo matično ploščo, v bistvu, taka mehna zadeva, mislim mehna. Pač to so vse tlele drugač procesor, pa disk, tlele spadi in so v bistvu, kdaj gremo mi prav iz prejšnje, recimo kdaj so zlomljene, zvite čist, potrgane vse in gremo prav na novo matično ploščo, da bi transplant delali, se pravi presaditev srca, pa ne pljuč, pa še ne vem nečesa, ne, skratka, ok, pljučem, težko, ampak... Koliko pa je recimo to sploh popravilo? To se sliši. Kaj, to gre že kako hitro gre v segment reševanja podatkov, kjer pa recimo pri nekih popravilih je treba gledati, okay, koliko stane rezervni del, koliko je vrednost telefona, pa koliko ur dela, pa koliko je nekako razumen pač profit, ne, pač, veš. Ampak pri reševanju podatkov so pa problem je, da to lahko vzame toliko enega časa pa znanja, da je uno, mi dostikrat rečemo, koliko so vam pomembni te podatki, uno, mi lahko rešimo zelo veliko, sam nimamo pa 3 tedne časa na tvojemu telefonu delati. Razen če rečeš, tle je odprt ček, zrihtite. Ne? Tako da, Saša, koliko se začnejo reševanje podatkov? Hiter govorimo o 200, 300, 400, lahko zelo hiter. Ne, sej 200 mi tele. Ja. Ker to so zelo recimo delikatne stvari, ne? Zelo delikatne. Ja, Vse, to se dela vse pod mikroskopom, to so toliko majhne stvari. Probavam, rad bi enkrat, da bi ljudje videli, kaj se tle sploh res dela, ne? Ker dosti jih misli, čirule čarule pa abrakadabra, ne? Ampak je kar zelo zanimivo. Kaj enkrat gledaš to, kako se to dela, imamo tle, tle mikroskop, cele postaje, spajkalne postaje, pač tle je zelo, zelo draga oprema. Ne? Recimo samo primer, ne vem, pač recimo taka ploščica, to se uporablja za rebol procesorja, se pravi, mi, ko procesor damo dol, odstranimo cin in na novo cin in tle pač so take bunkice, mogoče se mi tako sito. Ja, se vidi, ja. In to je vse nek kontakt, ne? In ti moraš pol to na novo dati na procesor. Ne? In samo recimo tale ploščica je 300 €. Recimo samo pač nekaj, kar neki, ne? Ampak tega je pa pač... Lih to sem hotel vprašati, ja, kolikrat recimo, da bi tako ocenil, koliko ta matična plošča, ki si je pokazal, stane? Tako. A tale? Ja. A kaj, a delujoča, ne delujoča? Delujoča, recimo tako, delujoča, ja. Ne, ti itak moraš, odvisno od telefona. Ko jo kupaš, itak načeloma se to dobijo brez raznih teh delov, ne? Teh pa ti prenašaš gor, ne?
Ja, Tukaj se pa tudi nekje, mislim, da cca 100 evrov, ne še več, mislim, da je celo 180. Ja, tam odvisno od nekje, ne. naprave, so Odvisno, kar spet sem. dragi so deli zelo. Odvisno od naprave, odvisno Sploh, da ti od, sam del dobiš, ne, ta prav. Ja, ok, čistko za popravila. Ne, me zanima, kakšna taka zgodbica vajna zanimiva, da se vam je v vseh teh letih, kar to počnete, da se vam je res vtisnilo v spomin. Ima takaj zadeliti? Zdaj sta že za omenila najne ene gledalce? par stvari, ampak tako tisto, ki bi povedala, tako kot eno anekdoto, ful zanimivo. Anekdoto, ja. glede na to, da delamo z ljudmi, imamo zelo, zelo veliko zgodb. Jaz mislim, da bi se dala romane pisati, koliko različnih situacij je bilo, ampak ena mi ostaja v spominu, ker je v bistvu ena gospodična ali gospa, sem spomnil več, pač imela je telefon na armaturi, pa odprte šipe, ne? In pač ona je šla v ovink in to je zletel po armaturi čez šipo, čez 4-pasovnico, povozeno s tovornjaki. A veš, zelo to, da je treba pač ustavljati nekak promet, da se reši telefon, ne? Čist povožen, zvit. In smo recimo rešili podatke ven, pač ta je bila, Lepo. ta je bila ena zanimiva in je bil celo rešen telefon cel na srečo, ker je pač, eni imajo srečo v življenju. Ja, to je bilo pa res Sicer ne srečo, ampak srečo. Ne? Ja. Pa še ena, mogoče hitra, en gospod je šel, je nesel smeti, zvečer, pozno zvečer je nesel smeti v bloku, ne, je nesel ven in je iz neba telefon dol preletel zraven njega na asfalt. Ne. Ampak on prvo ni opazil, videl samo, da je nekaj vsekalo tla, ne, pač on nos, ne, pač odnese smeti, gre nazaj in vidi telefon na tleh. Ne. In pač razbit, ne. 11 je bila pro ali pač telefon. In pol je gospod pač na tablo obesil v bloku, ne vem, kdo zgubil telefon, mislim, ga je vrgel čez okno. In pač gospod noben ni najdel, noben ni se javil in je prišel k nam in smo mu pravili telefon in ima telefon. Pač. In je rekel, dobesedno iz neba je padel. Pač. Ja. Okay. In je res padel iz neba. Ja, lej, znajdeti se moraš, a ne? Okay. Ali pa ne smeti zvečer ven. Ne? Ja, tako je. Sam ne po 9. Ne po Ne 9. podajati. Ne. Drugače je bilo pa kaj še za nov let, ne? Da je, da so tako s črtom delala, ne? Na un dan, na novoletni dan, pol je pa črt videl po noči, ne vem kdaj, ki je prišel svojega žura. Prek zjutraj. Ja, nekdo klical, ne? Verjetno malo, ja, da je bil malo tripsi, pa je pač verjetno malo razbil ali pa vodna poškodba, ne? Kje ste, aj doktor? Enkrat sem vas iz Ultre na Hvaru takrat klicali. Kar zanimiva druščina je bila. To sem imel še takrat, mislim, da bi še iPhone 4S, a veš, ko se je dal zadnjo ploščico dol dati, ne? In jim je padel v vodo. In smo po telefonu, sem jaz njim razložil, so najdel nek šraufen cigar in so odšraufali in so dali dol ploščico in so odklopili baterijo. In pol smo celo dobili ta telefon sam, čez ne vem, cajta. Po telefonu enemu razlagati, kako odpirati iPhone, te so bile kar zanimive. Ja. Nadaljavo. Ali pa še ena čist hitra, ena gospa, smo ji menjali kamero in je šla ona na dopust in pride ona nazaj čez 14 dni in prav, da je zelo nezadovoljna z našim servisom, ne, da je ona fotkala in da so vse fotke meglene, da je edina od prijateljic ni mogla nič fotkati. Ne. In pač kolega, ki je bil spredi, tako vzame telefon, pa gleda, pa tako po zunanji strani tako briše kamero, veš. Pa pač pogleda, pa vidi, da so v redu fotke in je imela pač prstni vtis gor, ne, pač ona, ne vem, pač umazano kamero je imela na vzven. Ja. Ni mogla nobene fotke narediti. Ne. In se Pač čist tako. To je najbolj zanimivo slišati, pa je sploh tisto, kaj vse dobiš. Pač jaz upam, da v folk hotel, oziroma tudi če na hotel, bi jaz naredil še načeloma tudi siguren vsaj par tu tega, ker sem